To je oddaja na Coinov, portala Decrypt in z vami sva David in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. Zelo po domače. Če ti je v družbi nerodno vprašati, vprašaj naju in posnela bova odgovor. Piši na info@decrypt.com. Cena gor, cena dol, Stane živijo. Živijo, David. Veš kaj, cena gor, cena dol. To je 51. epizoda, več kot 50 sva jih že naredila. Bravo. Več kot pol sva jih že. Aha, ok. Pa zdaj bo šla cena gor. Zagotovo bo šla cena gor. Cena najne minute epizode. Kar bo podražila minuto za sponzorje. Aha, ja. Veš, ker je Vsi, ko poslušate. Bitcoin na dol, moramo mi podržiti, da bomo imela isto. Ne? To je res. Ti samo Fiatu razmišljaš. A se najprej zahvaljujem našim sponzorjem, najnim sponzorjem. Sponzorjem dela. Dobila sva mega sponzorja Matevža, ki nam je poslal 10.000 satošijev, Bog ti ohrani zdravo navado, Hvala, Matevž. za epizodo o zasebnosti, ki jo zdaj morava zares pripraviti. Da se jo dela, pripravljala je. No? A veš, kaj je rekel David, ki je to zvedel? Matevž, ti povem, je rekel, zdaj morava pa res narediti. Hvala, Stane. To je bilo tako dobro, da sem rekel, piše, kaj isto razmišlja, kaj jaz. Sem malo na njega računal, zdaj bom mogla pa res skupaj to narediti. Pa tudi ostali, ki vedno prispevate, pa šerate na ene epizode, to nama veliko pomeni. Da, dajte še. Mislim, še rad. Ja, pa poslušati. To. Ja, cena pa, moram reči, da me je presenetila. Nisem si mislil, da bodo skladi in sailori pustili ceno Bitcoina tako nizko, kot je trenutno. In mislil sem, da bo šla precej više. Tudi mene malo je presenetilo, da je kleka je. Mogoče so poslušalci opazili, da so epizode najne malo bolj redke, ne pač mogla so si še en šiht najti. Ja, žal je tako. Ja. Na petrolu delam, šipe brišem, pa tak. Ja, da lahko se pol kupam. Ja. Pa veš, kaj se dogaja? Ne vem, berem, tako kot ti bereš, pa ne vem, če vse razumem. No, jaz tudi ne. Sem pa na večjih koncih slišal, da je nek problem z likvidnostjo v finančnem sistemu. No, ampak kaj to pomeni točno? Kaj, da ni denarja? To pomeni, da pač podjetja težko pridejo do denarja, naprimer čez noč, ne? Ali pa kratkoročno, če ga potrebujejo za poslovanje. Ne? No, ampak kaj za res to pomeni, če mi dva skozi govoriva, da printajo denar v neskončnost? Zdaj pa kar problem likvidnosti. Jaz tega res ne razumem. Kdo ga nima? Se pravi, so to bodi si finančne inštitucije, ki jih rabijo za to, da imajo konc dneva tok ustreznih sredstev, ne? In jih težko pridejo do njih. Ali so to podjetja, ki dejansko rabijo za operativno delovanje, pa se zdaj težko zadolžujejo po obrestnih merah, ki so trenutne, ker obrestna mera gre gor, ne? Kljub temu, da je Trump in administracija hotela, da grejo dol. Pa Fed ni bil kaj hudo ustrežljiv pri tem, ne? Čeprav je znižal. Je znižal, ja. Že. Ampak na trgu pa ni prišlo do tega, da bi bilo za firme, naprimer, da bi se to odrazilo, da bi obrestna mera kaj hudo padla. Ne? Še na Japonskem so zrastle. Na Japonskem je pa absolutno, ne? Tam so njihove te državne obveznice. Mislim, da. So prišle na rekordne ravni 2,8 ali nekaj takega, se pravi največ v zgodovini, kar je za njih ful, glede na to, da prej so imeli 0, ne? Bodo krediti dragi, ne? Ja, absolutno, in so zdaj najavili, da se pa ne spomnim številke, ampak ogromne količine printanja. Tako da, pa še kaj je vreten, ne? Ko so cele cene padle, smo videli tudi, da podjetja, ki so kopirala MicroStrategy, da so v težavah in nekatera so že mogla prodajati Bitcoin. Ups. Mogoče so se malo preveč izpostavila s tem. Ali gre napad na selerja? Je to napad na selerja? Ja, ni izključeno. Čeprav mislim, da ima on toliko nizko poprečno nakupno ceno. Ja, pa ne vem, mislim, da je 1:3 ali koliko ima izpostavljenost neki tasga, tako da mogla res zelo, zelo pas cena. Je pa seveda to neka strategija za BlackRock ali pa za močne ljudi, ki imajo vpliv, pa denar in bi rad prišli do Bitcoina, ne? Ker če MicroStrategy ima koliko 650,000 Bitcoinov, če ne za njih, pa mogoče pa za državo, tako kot Trump zdaj dela. Zdaj se videl, kaj je naredil. Spomnim se, koliko je bilo, 100,000 nekih Bitcoinov. 120,000 Bitcoinov. Ja, tako lepa številka, ne? To sem pa zasledil. Ja, in so s pomočjo, bil UK, mislim, da je bil UK, teh 3 črkovnih služb so prišli do tega Bitcoina in so ga pa zdaj, poglej no, v državne Bitcoin rezerve dali, ne? To vidiš, kako priješ do Bitcoina. Ne tako, da kupaš. Mi ga pa kupujeva.
Ja, znači, treba boš še četrto službo na Petrolu vzeti. Tako. Še v nedeljah pa v praznikih. Ja, imam pa še eno teorijo. Ne? Veš, ko sem Povej. rekel, da teli bitcoinerji, ki dolg časa hodijo, hodijo, kaj sem rekel, hodlajo, se pravi, držijo bitcoin, 10 plus let ali kakorkoli. Verjetno imajo neke velike številke v svojih denarnicah. In spet, kako pride do tega bitcoina, če ima nekdo interes, pa če ve, kdo je ta oseba, mogoče malo pokliče, pa reče, da bi bilo dobro kaj prodati, če ne se bo kaj zgodilo. Tudi to je ena teorija. Ne? Aha, da gre za prisilo. Ja, ja, recimo. Ne? Če je to res, nisem šel preverjati, a so to res, da je neki kovanci, ki se niso premaknili 10 plus let ali ne, ampak čist teorija moja. Preveč razmišljaš, David. To so moja prav. Ampak razmišljajo pa tudi najni poslušalci, ki so jim zelo hvaležni za vsa vprašanja, dvome, kritike, pohvale, predvsem pohvale, kritike sem kar izbrisal. In sicer sva dolžna trem odgovoriti. Daj, preber. Prvo je vprašanje od poslušalke Mateje. 3 zelo dobra vprašanja je poslala. Obljubila sva ji, da ji bova odgovorila in evo, Mateja, samo zate. Njene vprašanja pa so: tisti, ki imate v lasti bitcoine, ste vedno tako goreči govorci. David, to je nate mislena. Aha, okay. Kako naj bom prepričana, da je vaš namen dober, torej decentralizirati denar, in da ni vaš namen, da prepričate čim več ljudi k nakupu samo zato, da bi vrednost bitcoina rasla in bi imeli profit? Okay. Ta prvo na tega odgovoriva? Ja. Mateja, David je dober človek po srcu in on tega že ne bi počel. Zelo dobro vprašanje, ker sem ga dobil od več ljudi, od bližnjih, kolegov in tako naprej, ampak tudi sam sebe sem to sprašal na začetku, ko sem se prvi srečal z bitcoinom, ker so bile moje oči bolj v tem, kako bom več evrov dobil ven. Sem se to sprašal, zakaj zdaj on meni predajajo ta bitcoin kot nekaj dobrega, da je če ti noter, ka neka ponzi schema je tudi zgledala. No in počas me je pa začelo toliko zanimati, da sem začel brati o teh stvarih, da sem začel raziskovati, da greš toliko globoko, da greš gledati, kako to deluje, začeti spoznavati obstoječ sistem, kjer pa prideš do tega, da vidiš, da vsak dan v bistvu ti krade vrednost tvojega denarja. Kdo? A inflacija? V fiat svetu? Tako. Ja. No, da je preprosto odgovoriti. Zakaj midva ne morava pospeševati ponzi sheme? Ali pa zakaj midva ne morava vplivati na rast cene bitcoina? To jo zanima. Ne, mislim, da jo ne zanima samo to. Mislim, da jo zanima, da Mateja, čim več ljudi privabimo, to njo zanima. Ne? Zato, da bo midva lahko pa prodala in si kupila, ne vem, katrco, recimo. Ne? To ta nova, ta Renault 4, električna. Ja. Ampak sem si jo res ogledal. A vidiš? Ja. Dobre. No, Mateja, dej, kupi tiste 2 bitcoina. No, v glavnem, bitcoin je tako decentraliziran že zdaj, da bosta 1-2 David in Stane težko vplivala na ceno, če prepričava celo Slovenijo, da kupi malo. Kot vidiš, kaj se je zgodilo zdaj s ceno bitcoina. Nisva bila midva. Ne morava midva vplivati na ceno bitcoina. In vse, ki jih poznaš in ti želijo povedati, da kupi bitcoin, vsi ti skupaj ali pa vsi mi skupaj ne moramo premakniti cene bitcoina. To je že prevelika stvar. Tudi če bi želeli. No, jaz sem o tem razmišljal, veš? No, če zaključim mojo misel prej. Ni cena tista na koncu, ki je pomembna za mene. Pomemben je to, da je to nov sistem, ki daje priložnost tudi meni, ki mi omogoča, da lahko na drug koncu ta prinesem vrednost. Ki mi omogoča to, da dejansko si ga lastim in noben mi ga ne more zapleniti. Ko to spoznaš, ko to probaš, kako to dela, vrednost vsega je subjektivna, je osebna, se pravi, ko jaz cenim nekaj, to je to vreden za mene. Zato pravim, da cena v tem trenutku za mene, bitcoina je vrednost tega je veliko večja, kot pa je cena trenutno na trgu. Zakaj to govorim, Mateja, da tudi ti razmisli o tem, pa različ bitcoin, je zglih zaradi tega. Bitcoin je orodje, ki ti lahko pomaga in reši marsikatero stvar. Zato ga razišči. Zdaj ga boš kupila ali ne, je pa tvoja stvar. No, zdaj pa še povej, zakaj pa ne bi ona kupila Kaspa coin ali pa Lana coin ali pa kakšen drug bolj perspektiven coin. Bolj perspektiven, ja. Pa bolj coin. A na dolgo ali na kratko? Na kratko, ne? Na kratko povej. Na kratko, okej.
Ali pa je trajal kazino ali pa loto igrati. No, ampak ona mora razumeti, zakaj. Zato, ker imajo ti coini, ti kovanci izdajatelja, ne? In na izdajatelja je možno vplivati in vplivati tako na protokol, na število izdanih kovancev, na hitrost izdajanja, na vse parametre protokola in tudi na ceno. Ne? Tako. Pri Bitcoinu je pa to izjemno težko. Vsi te, ne bom zdaj rekel, čisto vsi, ampak velika večina so narejeni samo zato, da od vas posrkajo denar in potem te ljudje, ki so to naredili, pač izginejo. In kupijo Bitcoin. Tako. Okay. Naslednje vprašanje poslušalke Mateje. Kaj se bo zgodilo z Bitcoini, ki bodo ostali na denarnicah, kateri ključi bodo pozabljeni? A lahko na to jaz? Dobro, no, da jaz sem imel že ful dober odgovor. Ampak, veš, to je pa res čist lahko, dobro vprašanje in čist lahko odgovor. Pač ostali bodo na denarnicah, nič se ne bo zgodilo z njimi, skupna likvidna količina Bitcoinov bo manjša in igrati se bomo mogli z njimi. In naslednje vprašanje se zelo dobro navezuje na to. Kar povej. In Mateja, če boš imela takrat Bitcoin, ne? Če se bo količina razpoložljivega Bitcoina zmanjšala, zaradi tega se pravi, boš imela ti sorazmerno večji delež Bitcoina. Ne? No, tretje vprašanje. Če je Bitcoina omejeno in če predpostavimo, da ga bomo nekoč vsi zamenjali za fiat, ali ga bo dovolj za vse? Ali ne bo to precej nepravična družba, ker si ga bodo zdaj nekateri veliko nagrabili, tisti zadnji pa bodo ostali brez? Kako bo z nihanjem vrednosti v tistem obdobju prehoda? In sploh, kako si predstavljata prehod na Bitcoin? Da razčlenimo to. Na začetku je kako? Najprej, če je Bitcoin omejeno in če predpostavimo, da ga bomo nekoč vsi zamenjali za fiat, a ga bo dovolj za vse? Absolutno. Se pravi, Bitcoin je razdeljen na manjše enote in sicer satošije. 100 milijonov satošijev je en Bitcoin. Se pravi, na 8 decimalko je razdeljen Bitcoin, ne? Tako. Evro pa na 2. Toliko za predstavo. Se pravi, se bomo igrali pa satoši. Mislim, midva se že. No. Se pravi, tehnično, kot vemo, na layer 2 omrežjih so še mikro satošije, Ja, lahko se pravi, so še manjše enote. Deljivi, satoši so lahko deljivi. Tako je. Tako. Naslednje vprašanje. Ali ne bo to precej nepravična družba? Kdo tisti, ki prej bodo v prednosti? Ja, vedno je tako. Ne? Nekdo je vedno zadnji. In tisti, ki je zadnji, zdaj zakaj je zadnji? Ali se je rodil kasneje, a ni poslušal, ni bil pozoren? A to misliš podcasta na Coinu? Recimo, Ja. recimo, si je lahko kupil, prislužil, prirodaril manjšo količino Bitcoina. Težko je imeti sistem, ki bi bila porazdelitev enaka. Ne? Se pa zelo lepo sliši, da bi bilo tako, pa žal ni. Zakaj, David? Mislim, zakaj? Že zaradi tega, ker nekdo je prej opazil, da je to nov monetarni sistem, se je z njim spoznal, svojo energijo v to dal, ali pa je imel slučajno srečo, da je to takrat kupil. Ampak take življenja. Ne? Ampak tukaj lahko tudi poveva, da tisti, ki bodo imeli veliko Bitcoina, jim nič ne koristi, Seveda, če ga ne morejo zamenjati za neke storitve. Tako. Torej, na nek dolgi rok se bo Bitcoin tako prerasporedil. Če boš dodajal vrednost v sistem, boš si služil Bitcoin in spet z Bitcoinom nekaj kupil. Bitcoin je denar, ne? Se pravi, namen, če bo postal denar, ni namen neskončno kopičenja, ampak uporaba. Torej, z dobro storitvijo, z dobrim izdelkom boš vedno lahko zaslužil Bitcoin in ga boš seveda dobil tistega, ki ga ima, ne od tistega, ki ga nima. Torej, to se bo prerasporedilo v celo družbo, tako kot se je vsak fiat denar. Torej, ne bo enkrat ciljne črte, ki bomo vsi si ga zmerili, ne, in rekli, jaz imam pa krajšega ali pa daljšega, kot ti. Pač prerasporedili se bo, tako kot se je vsak fiat. Ne. Drži. Je pa res, da v tem trenutku še lahko kupiš Bitcoin s fiat valuto. Ne? Ja, In še nekaj časa upam, da jo bomo lahko. Ta sicer možnost se mogoče oži zadnja leta. ja. Tako da dajte malo razmisliti. No? Sploh pa trenutno. Trenutno je cena zelo lepa. Ja, od Black Friday. Ne? Ja. Kako bo z nihanjem vrednosti v tistem obdobju prehoda in sploh kako si predstavljate prehod na Bitcoin? Zdaj, Mateja, kar že impliciraš, da bo prehod na Bitcoin, midva misliva, ali pa jaz mislim, pa David bolj razmišlja, jaz pa mislim, da bo za prehod trajal še kar full cajta, da ne bo tako, ko smo dinarje zamenjali za tolarje, pa pol bone tolarske za kovance in bankovce tolarske, ta prave. Verjetno bo to bistveno bolj počasi potekalo ali pa paralelno kar nekaj let ali pa desetletij. Ni pa tehnično nikakor nemogoče, da ne bi šli vsi na Bitcoin. Čeprav spet, kakšen matematik bi rekel, blockchain bo počasen, ampak imamo drugonivojske, celo tretje nivojske rešitve, ki bodo to rešile.
Ja, volatilnost v primerjavi s fiat valuto bo še vedno obstajala in bo večja, kot bi želeli videti. Volatilnost je osnova v procesu, ko se en sistem nadomešča z drugim. Poglej graf zlata proti fiatu med 1900 pa recimo 1940. Volatilnost bo nakazovala na težave v fiat sistemu, tako kot je to zdaj. Bitcoin vedno reagira prvi, tako navzdol in praviloma tudi navzgor. Volatilnost proti fiat valuti se bo zmanjšala sorazmerno z obsegom vrednosti, ki bo Bitcoin posesal vase. Večji, ko bo, v primerjavi z ostalimi razredi sredstev, naprimer zlatom, nepremičninami in delniškim trgom, manjšal. Fiat valute bodo verjetno vedno obstajale, ker države oziroma banksterji ne bojo dovolili, da bi jim vzeli svet igrali manipulacije. Edini mi, državljani, smo tisti, ki jih lahko spravimo na kant. Če začnemo delovati mimo države in počasi pretakati so naše energije v nov sistem, terati odgovornost in transparentnost. Tudi giljotina uvesti nazaj ne bi bilo nič narobe. Verjetno nasprotno. In kako bilo, če bi bili vsi na Bitcoin standardu? V teoriji bi denar konstantno pridobival kupno moč, produktivnost bi rasla. Bitcoin bi se pretakal med nami in produktivni ljudje bi bili za to nagrajeni. Cenovni signali v družbi in gospodarstvu bi bili ta pravi in tako bi podjetja in posamezniki vedeli, kam usmeriti kapital. Ne bi bilo kopičenja delnic, nepremičnin, žlahtnih kovin in drugih razredov sredstev, ki imajo monetarno premijo, ne? Ker bi to monetarno premijo Bitcoin posrkal vase. Se pravi, da bi bili vredni le toliko, kar pa imajo dejansko uporabno vrednost. In to bi določil trg. Denar bi držal vrednost skozi čas oziroma jo pridobival in ljudje bi lažje planirali za prihodnost. Bili verjetno bolj švole, prihodnost bi bila bolj gotova, verjetno bile tudi družine številčnejše. Se ne bilo treba delati 2 službi, da bi odplačali 50-letni kredit. Matej, vse, kar sem povedal, lahko da ne drži. Moj predlog je, da si priskrbiš lastniško denarnico, če je še nimaš, najbolj strojno, ampak za igrati in spoznavati, kako Bitcoin deluje, so tudi denarnice na telefonu dobre. Začni tam, doživi to čarovnijo, ko se Bitcoin z enega konca pošlje na drugega. V 10 minutah ali v sekundi na Lightningu. Pol začni brati Bitcoin knjige, poslušati podcaste. No, enega seveda, drugače pa naprimer od Andreja Antonopoulosa od začetka, prvih, 4 leta recimo, kaj je on deloval. In verjamem, da boš padla globoko zajčjo luknjo. A boš potem to, kar si spoznala, delila še z drugim? Ker jih želi zbuditi iz matrice in jim pomagati, boš pa sama videla. Ne zaupaj, preveri, pravimo. Mateja, sem ti rekel, da vam več razmišlja. Si želite bolj razumeti ta kriptosvet in kako si pomagati z Bitcoinom? Vas zanima, kaj so to kriptoprevare ali pa morda ne razumete vsega, kar slišite o oddaji na Coinu? Fantje na portalu Decrypt vam vse to razložijo tako, da vam bo vse jasno. Že v 1 ali 2 urah boste na svet financ gledali drugače in bili z Bitcoinom bolj po domače. Obiščite portal decrypt.com in se prijavite na izobraževanje. Če pa vas zanima trgovanje kriptovalut in kako priti do ogromnih vsot denarja, vam ne znamo pomagati. To počnejo špekulanti, bankiri in drugi prevaranti. Hej, malo še vprašanja Igorja. Igor nam je poslal kar nekaj vprašanj, prebrala bova samo 2, ker se nanašata na najino oddajo, na ostala pa sva odgovorila. In sicer, kaj meniš, da se bo zgodilo ob morebitni upeljavi novega davka na kripto, ali je lahko retroaktiven? No, od tega vprašanja do danes se je zgodilo to, da je bil predlog davka umaknjen, o tem bova govorila malo kasneje. Retroaktiven pa noben zakon ne bi smel biti, ampak tudi protiustaven ne bi smel biti, pa je bil ta predlog zelo protiustaven in sporen. Torej, dokler imamo mi komuniste na oblasti, lahko pričakujemo vse. Pred 1.1.2027 načeloma novega davka ne bi mogli smeli pričakovati, kaj bomo pa videli, ne? In tudi drugo vprašanje, kaj se zgodi v trenutku, ko si iz kripta nekaj nakažem na račun po novem letu, če ne, se pravi, ko bo nov zakon, nov davek znan, se bomo o tem pogovarjali, zdaj naj te to ne skrbi. Oziroma imamo trenutno regulativo, ki pravi, da če trguješ s kriptovalutami, je to dejavnost in če FURS meni, da si opravlja dejavnost, moraš ti dokazati, da si jo oziroma da jo nisi in se potem glede na odločitev FURSa to obdavči ali ne. Torej, pozabi na predlog novega zakona, tega ne bo, vsaj še 1 leto. In če preskočim na še eno vprašanje, ki je nekako vezano tudi na najino oddajo, na najin podcast, če ne Tutamail, kam potem? Če lahko razkrijeva, da uporabljaš Tutamail, nama se zdi Tuta eden boljših ponudnikov mail storitev, ampak bo probala to obdelati v epizodi o zasebnosti, za katero so tudi že bogato plačana.
Hvala, Igor, za vprašanja. Upam, da sva ti odgovorila na mailu, na vse ostalo in da si zadovoljen. In kar še pošiljaj. In imamo še vprašanje poslušalca Boštjana, ki naj je pohvalil. Zelo hvala, pohvalil. Tega sva zelo vesela in želi, da objavljava najne podcaste tudi na Apple podcastih. Dva sva to že probala in vedno sva se ustavila pri tistem Apple ID-ju, ker nam grejo vsi te vladni in Enterprise ID, provladni malo na K in bi rada na Apple objavljala brez neke identifikacije, pa še nisva najdla načina, ampak enkrat bova to rešila. Hvala za predlog, tudi midva si želiva novega občinstva, zato da to Ponzi shemo razširva. Ja. In če nova šla midva na Apple, bodo pa drugi prišli na free RSS ali kaj že. In seveda se strinjava, zdaj sva pa odvisna od YouTubea, od Spotifyja, od koga sva še odvisna, se pravi od Googlea. Fountain. No, Fountain je pa en vir, ki je pa najbolj nekorporativen. Ne? Drži. V bistvu je na Nostru deluje. Na Nostru je že, ne? Ja, Fountain je na Nostru povezan z Nostr protokolom. Drugače pa aplikacija, tako kot ostale podcast aplikacije, omogoča pa, da lahko nagrajujete podcasterje, se pravi tisti, ki proizvajajo za vas kvalitetno vsebino, da jim pošljete satošije. Direktno na njihove Bitcoin oziroma Bitcoin račune. Mislim pa, da tisti, ki se pridružijo, zdaj ne vem, če je še, ampak včasih je bilo, da če za poslušanje dobite neki satošijev. Ja, tudi je bilo to. Včasih je bilo to kar rekoren, ampak si dobil nekih 100,000 kaj tazga satošijev v nekem obdobju. Kako je pa zdaj, pa ne vem, mislim, da vse je še nekaj malega. Tako da poskuste. Zakaj bi poslušali nekje, kjer v bistvu še kakšne vaše podatke razkrivate, če ne drugega mail, da se registrirate, a tukaj se pač ni potrebno. Lahko se registrirate z Nostro profilom, če se prav spomnim, tako da identiteto ohranjate in dobite še k satoši za to. Še nekaj bi razkril, da delava na računu na Ramblu. Na Rumble. Ja. Sicer ne vem, koliko ljudi je na Ramblu pri nas, ampak oba dva bova zajela. Kriptodavka ne bo. To. Bolj ne bo. Ne bo. To. Minister Boštjančič pa nič. Ne, drugače rekel. Kaj bi rekel? Rekel je, da je predlog zakona, oziroma osnutek zakona zelo dober, tehnično dovršen in da nič ne manjka temu zakonu, ga bojo pa sprejeli v bližnji prihodnosti. A res? Ja. A on je še kar optimističen? Ja, nič ne robi z davkom. Sam zdaj nisem imel časa, ko imajo druge stvari. Se pravi, on je že ziher, da bo odletel in da se s tem ne bo več ukvarjal. Očitno. Čestitamo. Ja. Jaz bi najprej povedal, da, tako kot sva že omenila v odgovoru poslušalcu Igorju, da ker je to fiskalni zakon, je največja verjetnost, če bo sprejet, da bo sprejet s 1.1.27 ali naslednjim 1.1., kakršenkoli že bo, da pa je bil predlog zakona umaknjen po zaslugi Tonija in Klemna in njune ekipe v Bitcoin društvu Slovenije in da to v javnost sploh ni prišlo. Praktično ne. V masovnih medijih tega nisva zasledila, bi pa mogla... So se pa drugi pajaci. Ja, so se drugi pajaci izpostavljali, ampak bi mogla biti javnost s tem kar seznanjena in predvsem zelo, zelo hvaležna, da sta s vsem trudom in vsem časom, ki ste ga temu namenila, vsem, ki si lastijo kakršnekoli kriptovalute v Sloveniji, priborila vsaj 1 leto obdavčitve, oziroma morda celo priborila streznitev, da bo nekdo to kriptoskupnost in pa kriptovalute jemal resno in se naslednjič davka bolj resno in bolj celovito, bolj pametno lotil. Da ne bodo pripravili tako skrpucalo od predloga, kot je bil ta. Drži. Zdaj, da ne bova glih rekla, da davka 100%, oziroma da zakona 100% ne bo. Ne bo ga, se pravi, v novembru, zelo verjetno ga ne bo v decembru, se pravi, te naslednje obravnave. Ni izključeno, da s kakšno izredno sejo to naredijo na začetku leta in grejo naprej s tem predlogom, kar je absolutno grozen to, kar je, neustaven. In upam, da ne bo do tega prišlo. Pa lahko še pozoveva vse, ki so lahko
ali pa vse, ki bi lahko prispevali karkoli, da se, če se že obdavči denar, da se to obdavči na kakršen koli boljši način, kot je bil ta predlog, ali pa da pomagajo Bitcoin društvu pri izpodbijanju takih neumnosti, ki jih pripravlja vlada, ne glede na to, katera je. Dajte se vključiti v društvo, dajte svoje predloge, povezave, ki jih imate. Morate se zavedati, ali pa moramo se zavedati, da je bil predlog zakona res ne samo protiustaven, mislim, bebast do konca. Ja, drži. Ne smemo biti tiho. Zdaj pa na tuje. Kam greva? Ja, veš, kaj je imel včasih vsak dnevnik eno sekcijo novice iz tujine. Ja, greva na Češko. Prago. Lahko, ja, seveda. Tam je sedež centralne banke Češke, ki so še vedno sami svoj gospodar s svojo krono. Ja, drži. Češka centralna banka je poskusno za $1 milijon ameriških dolarjev kupila bitcoina in neki stablecoinov. In sicer, da testira, kako upravljati s tem. Gre za 2-leten projekt, če se ne motim, kjer bojo analizirali, kako se zadeva obnaša, da razumejo blockchain, da razumejo, če sem prav videl, tudi tokenizirane depozite. Mašina. Zanimivo. Skratka, presenetljivo je Češka centralna banka to naredila. Vem, da je o tem njihov guverner že govoril. Vem, da je ECB jih malo tako okrog ušes, ampak evo, so naredili ta korak, kar je zelo pozitiven. So pa povedali jasno, da ne mislijo povečevati, dodatno kupovati bitcoina oziroma kriptosredstev in da se bodo odločili, kako naprej, ko zaključijo s tem svojim testnim obdobjem. Ampak velik korak. Bi bilo lepo, če bi to naprimer naredila Slovenija, Slovenska banka Slovenije. Ja, veš, pa nimamo ta glavnega bankirja, ki se ne morajo zmeniti, kdo bi bil. Aha, no, mogoče pa bo polka bo postavljeno. Ampak kako bo on to naredil, če mi nimamo svoje valute? Ja, ampak bitcoin lahko vsem kupimo. Ja, ne vem, če moramo poslušati pa Kristino. Ja, no. Mi smo, hlapci. No, ampak kupimo lahko vsem. Že ne vem. Enač pa vi kupite, poslušalci. Ja. Pa vi testirite, kako je to mi smo hlapci, dvoletno obdobje. Češki hlapci so pa fanti, veš, možje, hlapec, je fant, je možakar. Mi smo pa samo hlapci. Zdaj pa pojmo malo dlje od nas. Kam greva zdaj? V tajvansko ožino. Tajvansko ožino. Tudi tam je centralna banka rekla, da bo preučevala bitcoin kot strateško rezervo, kar je tudi lepo slišati. No, poslušalka Mateja, slišiš? Se pravi, nismo samo mi štirje, ki govorimo o bitcoinu, zainteresirani za bitcoin. Te novice bereva glih zato, da nekako prikaževa zanimanje resnih finančnih institucij za bitcoin, preučujejo ga tako ali drugače. Torej, niso se samo eni geeki izmislili, da je to fajn imeti, pa posiljujejo ostale, ampak vsi bi radi imeli bitcoin, ker je nikogaršnji, ker enostavno moraš imeti prste not, če ne si izključen iz finančne dirke. Točno to. Ni pa nujno dobro za nas, da imajo centralne banke bitcoin, pa sellerji pa to, ne, da se centri moči nabubijo z bitcoini. Tudi to moramo povedati. Ne? Drži. Se pravi, na začetku so bili samo od Janeza, pa od Francija. Ja. In Janez pa Franci sta pol seveda si želela, da bi več ljudi uporabljali bitcoin in tako naprej, in želela tudi, da to začnejo podjetja, pa države. Pa... V resnici sta bila Damjan pa Nejc. Ok, no, dobro. Zdaj pa ta prava imena povedal. Ker hočem reči, to smo mi želeli, ne? Saj smo sami pripeljali do tega tudi malo. Želeli smo si, da pridejo večji igralci, želeli smo si, da tudi vpliva to na bančni sistem, in evo, zdaj so tukaj. Češka centralna banka, tajvanska centralna banka je poslušala na coinu in so rekli, mater, to pa res zdaj, ahoj, hlapec, kupi bitcoin. No, prva država na svetu, ki je bitcoin uzakonila kot uradno plačilno sredstvo, se je pa v tem dipu, kot rečemo, padcu cene, dobro odločila. Slabo odločila. Ja, samo 1000 jih je kupila. No, evo Mateja, 1000 so jih kupili, a vidiš, da nisva sam midva, ki navijava. Salvador je kupil 1000 bitcoinov, pri kakšni ceni, si to zasledil? Mislim, da je bilo nekaj čez 80. Glavnem, kar dobro so kupili. 88, 85, ne vem, ali 90. Ampak ja, je že bil dip. Če vemo, da zdaj
že nekaj let kupujejo najmanj en bitcoin na dan, je ta odločitev kar en tak močen signal, da zaupajo, da je cena res dobra. Cena v dolarjih. Ne? Ja. No, sem bil kar presenečen, glede na to, da jih IMF rezera, pa ne. Tudi jaz. Kaj pravi, da ne smejo kupiti, ne, da ne kakršnekoli povezave z Če niso imeli rezerv v dolarjih, so si mogli sposoditi in nič ni bilo objavljeno, da bi si pri IMF-u. In vprašanje, če bi IMF dovolil, da bi si z vso izposojo nabavili bitcoin. Ja, malo smo preskočili, zdaj moramo pa nazaj v Slovenijo. Res? Ja, Ministrstvo za finance oziroma vlada je pri pripravi predloga sprememb proračuna za leto 2026 zmanjšala pričakovani obseg prihodkov, načrtovano porabo pa zvišala, med drugim za stroške dela in obrambo. Glej ga zlomka, primanjkljaj bo torej večji. Zakaj pa misliš, da stroške dela? Ali bojo plače više, ali bojo tudi še kaj zaposlenih novih? Ja. Ali zdaj se jim tudi mandat malo izteka, pa Verjetno da jih bo treba tudi zaposliti še kakšno tisto. Verjetno bo treba plače zagotoviti, ja. Ampak s kakšno neznosno lahkoto povečajo primanjkljaj, ki ga bomo odplačevali že mi in naši otroci. A ni to bolano? In pol ti ta isti falot reče, da je dober pripravil zakon o obdavčitvi kriptosredstev, pa ti pa rabati. On je visok procent obdavčitve dal noter, tako da za njega je dober, ne? Da je več pobral ti. Veš? Ja. Tako da za njega je dober davek predlagal. On dobro razmišlja. Zase, oziroma seveda zase. Za te, za katere zdaj dela, ne za nas, piše kaj. Ja, tako da, evo, ne glede na to, koliko delate, naslednje let boste verjetno plačali več davka. Zračunal si, da bomo porabili 13,5% več, kot bomo dobili v blagajno. Ja. 2,9% BDP-ja. Pa pustimo ta BDP, ampak kjer gospodarstvenik se upa kaj tazga narediti, brez da bi točno vedel, kaj bo s povečanjem naložbe dosegel, brez da bi točno vedel, kako bo unovčil neko zadolževanje. Njegov denar. Ja, pa tudi problem ne bo več njegov. Problem tudi ne. Pa še zdaj si bojo lepo posle zrihtali do konca, ne? Do konca mandata in to je to. A veš? Kje je odgovornost, to tiska, sem prej govorila? Ni odgovornosti. No, vidiš, Mateja, mogoče pa vsem dobro tu Bitcoin, a vidiš? Ja, ampak mogoče. Nič ne rečeva, da ga kdo ne kup, nikogar ne nagovarjava, ne razišče. Ti kaj bereš? Pa ja, stalno nekaj preberem. Zjutraj nogavice, pa tiste rozine iz kosmičev prezajte. A kaj knjige bereš? A ja, knjige sem pa bral, veš, tista bralna značka Cankarjev pokal v hitrostnem branju, ali kaj je že bil. Kaj pa če povem, da imamo v slovenščini kratke knjige, ki razlagajo Bitcoin? Res? Ja, v Bitcoin knjižnici jih lahko kupaš. S kodo na coinu dobiš 20% popust na posamezno knjigo. Popust? Ja, popust. Pojdite na www.bitcoin-knjižnica.si in ne pozab kode na coinu. Čakaj, si zapišem na coin, www.bitcoin-knjižnica.si. Ti rabš očala, se mi zdi. No, zdaj pa še na najno temo zasebnosti in cenzure komunikacije. Je klekaj noga? Spet. Zanj smo že praznovali, da ne bo tega chat kontrola, evo zdaj nov predlog preletu, ki so tako zameglili, kako bi to čez spravili, še vedno Danska. In sicer takole pravijo. Breyer, ki je bil, mislim, da tudi v Evropskem parlamentu član Piratske stranke, je komentiral in sicer je rekel, da je z novim predlogom chat control 2.0 želijo prek prikritega jezika in klauzul o upravljanju tveganj uvesti obsežno masovno nadzorovanje zasebne komunikacije, hkrati pa omejiti dostop mladih do osnovnih digitalnih storitev. Po njegovem mnenju gre za resno grožnjo digitalni svobodi, ki zahteva takojšen odziv javnosti in zakonodajalcev. Kaj so oni rekli, te glavne stvari? Obvezno skeniranje komunikacije in kako so to noter zapeljali lepo, vse ustrezne ukrepe za zmanjševanje tveganj. Tako lepo to noter piše, veš. In tukaj noter je odprto, kaj to pomeni. Aplicirali se je, da bo to da bojo firme oziroma tisti, ki bojo delali to kontrolo, pozvani, da je to en izmed normalnih ukrepov, se pravi, da se vsa komunikacija skenira. In pa, mislim, da mlajši od 16 prepoved dostopa, AI uporaba. Ja, kaj lahko konkretno pričakujejo? Verjetno, da bodo aplikacije vseh velikih konglomeratov klonile
pod to evropsko zahtevo, zato da bodo lahko obstali v Evropi. Ne? Ja. In je mogoče res pametno razmisliti o manjših, nišnih ponudnikih komunikacijskih aplikacij za družbeno mrežo, če jih že želimo uporabljati, ki bodisi letijo pod radarjem, ali pa jih Evropa ne more kar tako najti ali pa ustaviti. Drži. Recimo na Nostr protokolu. Ne? Ja, pejte pogled na Nostr, no? To skoraj vsako epizodo pozivava, pejte tja, tiskaj še ni. Začnite z primal.net, mislim, da je stran. Ja. Dajte aplikacijo zelo easy je, hiter, se naredi profil. Kaj pa lahko pri teh velikih aplikacijah oziroma pri velikih firmah in njihovih aplikacijah pričakujemo? Čakaj, govorijo zdaj o Fiat aplikacijah. Ja. X in tako naprej. Ja. YouTube. V kakšnem smislu pričakujejo? Ja, verjetno bo treba ID. Ja, to se je že začelo dogajati v UK-ju. V nekaterih, naprimer, če uporabljaš VPN, imaš nekatere poste skrite, zaradi tega, ker tvoja starost ni preverjena. To se dogaja tudi že v Sloveniji. X to že dela aktivno. Ja. Jaz nisem bil takrat na Sloveniji, ampak ok. Ja. Tako da to je to, priprava na to. Kako že reče, tako lepo rečejo, da niso mogli ustrezno preveriti starosti. Ne, niso mogli ustrezno oceniti starosti. Tako. No, želijo si sliko naše osebne, kasneje pa digitalnega ID-ja. Yep. In na podlagi tega se bodo Google in podobni Twitterji odločali, kaj nam bodo prikazali in kaj ne. S kom bomo lahko komunicirali in kaj ne. In kaj bomo lahko napisali. Kaj komuniciramo in tako. In kaj gledamo, kaj govorimo, ne sam pišemo. In vse gre pod en tam predalček pod digitalni ID tvoj. Ne? Tako da ja, dajte poskrbeti že zdaj za orodja, ki onemogočajo to. Ne? No, oziroma vsaj delno otežujejo. Res jih bo mogla navesti. Ja. Drugač pa fightchatcontrol.eu, dajte pogledati stran, če še niste pisali, pošljite mail, imate že tam template našim evropskim poslancem. Bova dala link v opis. Bova. Še enkrat ga črkujem, fightchatcontrol.eu. Ja, drugač pa zdaj pa še ena, ta se mi zdi pa kar smešna. Aj ta prava beseda smešna. Dajmo videti. Kalkulator ogljičnega odtisa medijev. Ja. To je smešno. Je, ne? Čeprav mi se povzi po ličku, ampak je smešno. Kam smo prišli? Ja, naši EU birokrati nadaljujejo z ESG zgodbo, kako bomo rešili svet s tem, ko bomo merili neumnosti. Imajo pa verjetno 50-100 služb novih, ne, zaradi tega. Kaj to sploh pomeni? Dajte prvo pogledati. To pomeni, da je to orodje, ki ga lahko uporabljajo tisti, ki so registrirani za produkcijo filmov, TV serij in podobnih del. In sicer to orodje izračuna ogljične emisije, ki nastajajo pri tem. Je brezplačno, tako nad se bat. In je poenoteno med državami z ustreznimi koeficienti, da bo to na koncu res ta prav rezultat vam prišel. Vse so poskrbeli. Vse, oni so vse razmislili, res dobro. In seveda te ogljični dejavniki so povezani z porabo energije, potovanji, nastanitvijo in prehrano. Tako da, pazite, kaj boste jedli, vi, ko snemate to, ne? Ja, verjetno pa to pa tudi vpliva na kaj misliš, da boste tega ratali? Kaj bo za to uporabljali? Čeprav nek film ne bo uvrščen na trg, dobo dovoljenja, če bo imel prenisk skor. Jezus. Kaj še ne pa najn skor? Koliko so zdaj CO2 predihala? Mila preveč dihava, jaz ne vem, kako bo to. Kak skorva dobila. A če bolj potiho, bolj počas? Malo manj dihi. Ok, nor. Pejva naprej. Kaj pa zdaj naredila? Napoved cene Bitcoina konec leta. Kjerga? Čakaj, kjerga? 2025. In kaj sva naredila? Vprašala sva AI modele, kakšna cena bo konec leta, se pravi na 31.12.2025. In sicer so to vprašala 11.11.2025. Okay. Takrat je bila cena kakšna? Pojma nijam. Pa meni se zdi, da je bila cena okrog 100. Okrog 100, govorimo v $1000. Okrog $100,000. No, kakšne so bile napovedi? Duck AI 127,366. Venice AI 132,000, točno. Perplexity 117,500. ChatGPT 5.0 120,000, točno. Lumo 115, točno.
Lumajo od Protona. Ne? Drži. Qwen, to je Alibaba AI, estimated 150,000. In sedaj David AI. 91,500. AI stane 99,999. Wow, čak, to mora pa napisati, da je vila, koliko bo falila. Koliko sem že rekel? Ja, mislim, koliko je ta AI, no? 91 neki, ne? Ja. Aha. 91,500. To. Boljš, da jaz zadanem, kaj ti. Še boljš pa, če Qwen zadane 150 jurjev. Mašin, to bilo pa zdaj kar skok. Matevževi Satoshi še več vredni. Drži. No, ko smo glih pri AI-jih, zasledil sem en prispevek Barta Mola, pač enega na Twitterju. Ja. Mislim, da je on tudi podcaster, ampak je naredil eno analizo in sicer je šel pogledat, kako velike firme, ki majnajo Bitcoin v Teksasu, in je to njihova glavna dejavnost, dobivajo ponudbe za računanje, za računske centre, ki podpirajo AI, se pravi te language modele, in kako se njihov fokus obrača za boljšimi ponudbami. Se pravi, mnogi načrtujejo uvedbo računskih centrov za AI, zato ker je to bistveno bolj donosno kot trenutno majnjenje Bitcoina. Okay. To pomeni, da znajo mnogi ali pa mnoga podjetja, mogoče tudi posamezniki, ki imajo veliko nekih računalniških centrov ali pa sploh ne računalniških centrov, nekih hal in pocen energije, v svoje hale namestiti računalnike, ki bodo računale stvari za AI-je različnih ponudnikov in bodo zato bistveno bolj plačani, kot če računajo nalogo rudarjenja Bitcoina. Okay. To lahko pomeni, da se bo v Teksasu računanje Bitcoina bistveno zmanjšalo. Posledično je to lahko dobro, ker bo decentralizacija majnanja večja, se pravi, lahko sklepamo, da se bo na drugih koncih sveta pojavilo več minerjev, ker bi mogla težavnost, če se to zgodi na hitro, težavnost kar konkretno past. To pomeni, da je očitno računski center za AI bistveno bolj plačan kot Bitcoin, se pravi, je bolj donosno, se pravi, je več uporabnikov AI-ja, ki namenja neki denarja za to, kot uporabnikov Bitcoina, ali pa kot provizij, ki smo jih željni plačati za prenašanje Bitcoina sem pa kaj. Poleg tega se bo čez 2 leti ali pa 2 leti nekaj zgodil halving na Bitcoinu in bodo nagrade za transakcije, oziroma bo fiksna nagrada še manjša in bo odvisnost od provizij za transakcije večja pri rudarjih. Je to slabo za Bitcoin? Ni nujno, ne? Če se bo decentraliziralo rudarjenje, je to dobro. Rudarji so vedno šli tja, ker so bili bolj profitabilni. Ja, poleg tega se bo izpod Amerike kar nekaj računske moči verjetno preselili v druge jurisdikcije, kar je spet dobro. Ja. In Kitajska jih bo končno spet priznala. Možno. Pa dobro je lahko tudi za nas. Nedavno je nekdo zadev blok z NerdQX++, se pravi s tem osebnim minerjem s 6 terahashi. Če pogledamo na bitcoin-shop.si, ki se NerdQX++ prodaja za nekih 400 evrov, 450. In vidimo, da ima ta miner 5 terahashov neke poprečne moči, mi lahko z eno tako napravo zadanemo blok. In če se bo zahtevnost ob selitvi teh megaminerjev zmanjšana, bodo imeli vsi ti mali minerčki večjo verjetnost, da zadanejo blok. Trenutno je blok bil vreden, mislim, da $265,000, to je bilo par dni nazaj, kar povrne nakup ene te napravce, ne? Vsaj. Ja. Pa tudi ti štrom. Torej, lahko pričakujemo en manjši, rečeva temu pretres, ali pa manjšo spremembo pri težavnosti rudarjenja, če se bodo rudarji res odločili za računanje za AI-je, in pa da bo več rudarjev iz več različnih držav, kar je cool. Kar je pa dobro. Drugače pa, zanimivo mi je to, trenutno, kakor vem, nobeno AI podjetje ne posluje vzdržno, se pravi, vse se financira z
krediti oziroma VC kapitalom. In vprašanje, koliko teh firm bo preživelo in bodo sposobni plačevati te stroške. Zdaj, verjetno imajo projiciran nekaj časa, nekaj let vnaprej. Me pa res zanima, koliko bojo lahko monetizirali in koliko bojo lahko splavali iz tega. To zagotovo drži, ampak če upoštevamo, da vsako AI podjetje dela za svoj račun in za svoj profit in od zadaj nima financiranja kakšnih vlad ali pa agencij, ki ima neomejeno financiranje. Ne? Ja, drži. Medtem ko jaz mislim, da Bitcoin minerji so kar zelo odvisni od svojega poštenega dela. Nekje sem zasledil, da se cena rudarjenja z upoštevano amortizacijo strojne opreme je že kar približala trenutni ceni Bitcoina, torej nekih velikih marž nimajo, če sploh, in bodo mogli nekaj narediti. Nekateri verjetno odklopili, s tem prispevali k znižanju težavnosti, ceno ne dvignejo, ne? Drugi pa prodajali dražje, ali pa kupili, ali pa poskušali najti bolj zmogljive računalnike, ne, se pravi ASIC-e z večjo računsko močjo, ali pa po boljši ceni, ampak to je kar težko. Ne. To ne moreš kar iti trgovino preči, da mi trikrat boljši ASIC. Ja, tako da, evo, če ne rudarite doma, nimate teh problemov, dajte raj ostati na coinu in zbirajte satošije.